Well, hello, kako ste? Danes govorimo o eni stvari, ki je meni osebno pomembna, ker govorim o svoji osebni kraljici. Nikdar nisem imela nekega idola, neke ikone, ničesar temu podobnega, ampak kadarkoli pomislim na Marilyn Monroe, pomislim na nekaj res. Ker bomo mi v bistvu sploh pogledal ta njen skrit, privat življenje, dobim občutek, da jo razumem. Danes govorimo o legendi Hollywooda, o smrtni boginji, o skrbno načrtovani osebi, ki jo je zgradil Hollywood, da bi bila popolna verzija za oči ljudi. Dobrodošli v videu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe v bistvu ni bilo njeno prvo rojstno krstno ime. Njena mama je bila preprosta ženska, na nek način delala je samo v neki tovarni, kjer je v bistvu štukala skupaj film, ker je majčkeno ironično mogoče, ampak Marilyn Monroe kot otrok ni bila načrtovana, ker tudi njena mama je imela en kup ljubimcev in samo eden izmed teh random ljubimcev je bil tudi njen oče, katerega ona ni poznala. Rojena pa torej ni bila Marilyn, tako se je sama zvezdniško poimenovala, rojena je bila Norma Jean Baker. Njena mama ni bila zrela za hčerko, ni bila načrtovana in ni vedela točno kaj početi, zato je šla Marilyn oziroma Norma Jean Baker iz rejniškega doma v rejniški dom, mislim, da jih bi zamenjala celo 12. Tako da njeno otroštvo definitivno ni bilo prijetno. Se je pa več stvari začelo dogajati, ko je ona odraščala kot ženska, ko je končno postala ženska, ko je izgledala kot ženska in že ves čas pred tem je hrepenela po nekem življenju, katerega je lahko videla samo v filmih, torej neki popolni moški, neka iluzija življenja, v bistvu popolno nasprotje tega, kar je ona doživljala kot otrok in kot najstnica. Časoma sicer je našla nek prijeten rejniški dom, ampak ker so se odločili, da zdaj pa najstnica, da se jim pa res ne splača več skrbeti za njo in ko je dopolnila 16 let, so jo poročili z enim sicer uglednim gospodom oziroma mladeničem, takrat je bil star 21 let. V tem delu življenja jo v bistvu opišajo kot srečno, da je rada kuhala, da je imela možnost imeti neko vsaj idejo o družini, ni ji še dovolj, vsaj oni še ni dovolj imeti otrok, češ da ne bi bilo pametno, on je bil še veliko v vojni takrat, vojna je trajala, druga svetovna, in je še ni dovolj imeti otrok, imela pa v tem obdobju tudi čas poiskati svojega očeta in ga tudi je, ampak on jih želel nič oziroma se ni interesiral za celotno zadevo in ona pač je bila žalostna, ampak je to s časoma tudi dokaj hitro prebolela. Takrat je v bistvu prvič opazil nek fotograf, to je bil sicer vojni fotograf in jo je takrat uporabil kot modela za cheesecake. Takrat je na teh naslovnicah raznih revij začela žareti in ljudje so jo začeli prepoznavati. Mož se spominja, kako so mu govorili, da je to lepo žensko, on je rekel, ja, to je moja žena in mu nihče ni verjel. Prvi film, v katerem je dejansko nastopila, ker je že dobila enoletno pogodbo pri 20th Century Fox, je bil film Skabadu Skadabada Hey, nekaj takega, noter je imela noro kratko vlogo Debbie, kjer sem mu pozdravil kolegico. Potem je sledil low budget musical Ladies of the Choir, ki je v bistvu so ful zasloveli in je bil ful uspešen glede na to, koliko je bil low budget, ampak potem je vse padlo nazaj dol in šla spet nazaj na TV, samo snima določene reklame in podobne zadeve. Tukaj je res željna po slavi in se je zgodil en incident, ki je v bistvu potem zapečatil vse življenje. Sicer peljala se je na audicijo in se je noro mudil in je pristala v prometni nesreči. Takrat je bil prvi, ki je ustavil en fotograf in ta fotograf je videl, koliko je ona strastna za to audicijo in ji je dal na roko $5, kao 5 na taksi, pa 5 na audicijo in ona se je to zavedno zapomnila in ta fotograf je potem fotograf, ki jo je še kasneje v življenju najdel in ona se bila pripravljena z njem oziroma zanga gola slikati pod pogojem, da bi bila zraven njegova žena. Te slike so šle potem viralno in to jo je zaznamovalo, ampak več o tem kasneje. Pri njej moram ves čas ta video resno poudarjati, koliko je bila ta ženska negotova. Lepotica čista, ampak popolnoma negotova. V svetu jo lahko že občudoval, ona je bila še vedno popolnoma neprepričana vase v svoj videz. Še vedno si tiščala bombaž noter za prsi, da bi gledale večje in so jo potem ukregali, da je to ven, ker si naravno imela izjemno figuro, res postavo perfektno. Sledila je ena serija filmov, kjer je ona slovela kot tista dumb blonde, pač neumna blondinka, imela je tiste preproste vloge humoristične, kjer ji ni bilo treba posebnih igralskih sposobnosti pokazati, ampak ona tega res ni želela, ona se je želela izkazati, želela je težke vloge, želela je dramo. 1952 je dobila prvo večjo vlogo in sicer Clash by Night. Takrat je ona zaslovela, film je cvetel in videli so njene igralske sposobnosti, ampak
Obenem sporedno so cvetele tudi njene gole fotografije. Tukaj pa se vse obrne. Verjetno ste pomislili, da nas slabo, ampak ne. Sem spraševala, kako se počuti glede tega, kaj se je zgodilo, da se je gola slikala, je ona samo rekla nothing but the radio on in je v bistvu čisto poovnala sceno, poovnala je to, da se je gola slikala, poovnala je nasploh seks in seksapil. Nekaj, kar je za vse predstavljala, za celo Ameriko še takrat, pa kaj je Amerika napredna, ampak takrat je bil to tabu, takrat je bilo to nekaj grozljivka, kako lahko si cool ženska in obenem pokažeš svoj telo in si seksapil in si ne vem kaj, vse. Ona je to združila in rekla, to je možno in kar naenkrat. Amerika je bila tega dejansko vesela, ker jim je Marilyn odprla oči, ker so rekli, mogoče pa res in vse zadnje je bilo to za vse boljš in nekako so jo vzljubili tudi prek tega. Potem je v njen življenje prišel bejzbol igralec Joe DiMaggio. On je bil tak velik, orjaški moški, ampak sta se ful dobro ujela, v bistvu vsaj on si mogel že res hitro zaljubiti. Ona ga je spoznala na tak način, v bistvu so jo skupaj spravili, ker on je bil lih še po eni ločitvi, se mi zdi nesrečen, ona itak sploh vedela nikdo on je in so jo skupaj dali in je postal njen prvi resni moški in obenem mož. In posledično ona je bila žena od pomembnega športnika, cela Amerika ga je poznala, njo je cela Amerika že praktično poznala, postala je cela superzvezda, potem je bil še film Niagara, ki je ful dobro uspel, potem temu filmu je sledil boom film in sicer Gentlemen Prefer Blondes. Je blestela v temu filmu, ker so jo dali točno v tisto okolje, ki ga je ona oboževala, torej bliž, to, da je ljubljena, to, da je pomembna in tam pleše noter in poje z diamanti okrog vratu. Vsi verjetno poznate te scene, v glavnem tukaj je bila res srečna. Ameriko in moške nasploh pri njej navduševalo to, da je dala nek twist on sexiness, torej nekako je spreobrnila seksapil, da ni bil samo tist ostro, grobo seks, ampak je bila obenem taka mini diva in neko nedolžnost je po drugi strani igrala in cute in privlačna in v glavnem naredila je nekaj, da jo sem zmešala glave. Po drugi strani je bila malo odštekana, nikdar ni nosila spodnjega perila in na ta način je tako mal pa pomal premikala te meje, kaj je dovoljeno. So pa s tem začenjali tudi prvi problemi in sicer ona kot persona, ki jo je ves čas igrala v filmih, tista neumna platinasta blondinka, to se 90% je to igrala, ne? In ljudje so jo tako začeli dojemati, mešali so to, kdo naj bi bila ona človek v resnici in kdo je ona tista oseba, ki jo ponavadi igra v filmih. Na ulicah so hodili za njo in ponašali njeno hojo, ki se je ful zibala s tistimi oboki in ko se je obrnila, so si delali, da nič ni. V glavnem te stvari so tudi stopnjevale in so jo verjetno težile dol. Po roki je šla z Joeom DiMaggiem tudi na Japonsko na medene tedne in takrat je ona šele dojela, kako njo svet pozna in koliko njo svet pozna. Tam so se 100 000 moških nabrali, samo da so jo prišli gledati. Zdaj je bilo tudi tako, ona je bila showgirl, ona je točno vedela, kako nastopati, kako biti del blišča, kako biti diva, s tem, da on je bil čisto nasproti, je bil sramežljiv, bil zadržan, hotel je samo z njo in to je to. In njemu tudi nikakor ni bilo všeč, da je bila ona rada v središču pozornosti in ni mu bilo všeč, da je dobila vso to pozornost. In to je šlo potem samo še nadol, kar se njiju tiče. Pika na i, ki je za Joea sledila, je bilo to, ko so v New Yorku snemali tisto najbolj slavno sceno od Marilyn Monroe, ki ji zrak izpod, ne vem, česa točen dviga krilo, ne, v nedogled. Sicer je takrat zahtevala 2 para spodnjic, da se ziher ne bi nič videli, ampak to so snemali dobesedno cel dan in cel dan so New Yorkčani lahko tam to gledali in opazovali in je bilo to sicer navaden, njemu je bilo pa to grozljivka, živa nočna mora in v bistvu je temu tudi sledila ločitev, ki je bila v bistvu prej kot v enem letu po poroki. Potem se je tako postavljala na noge, da je ustanovila svojo lastno produkcijo, ampak je s tem zavrgla vse ostalo, ki je imela pogodbo še za 3 leta in je same komplikacije delala, nehala je biti profesionalna. Zato je odšla ven iz Hollywooda in v Manhattan v šolo igranja. Tam se je popolnoma spustila na nivo tistih igralcev, ki so se še popolnoma učili, bili so amaterji, ampak so se pa šolali za to in ona je šla v njihove vrste, se mi je približala, nisem imela za nič več, toliko željna je bila učenja, res je želela znati in ne biti samo tista platinasta blondinka več v filmih. Potem je spoznala nekega novega intelektualca, bogataša, nekoga, ki je bil res spoštovan in začela se je nova romanca. Zdaj so govorice, da naj bi se ona dva dejansko imela rada, ona, jaz mislim, da je imela res že od otroštva, že od teh najstniških let zmedo v glavi, kaj ona res želi in kaj je tisto, kar
želi projicirati na svoje življenje, zdaj hoče tega moškega v življenju, ker ga rapa samo zato, ker bo to spremenil en korak bližje proti tem, kar si želi, torej spoštovanje in vsaj neko mero ljubezni. Skratka, vrnila se je v Hollywood in spet začela snemati, in sicer film Bus Stop, kjer je spet zaslovela, ker se je res dobro relatala s temu karakterjem, ker igra isto neko žensko, ki hoče nekaj več iz sebe narediti. Njen mož je bil pa komunistično preganjan, ona mu sicer stala v strani, naj bi bilo sčasoma vse v redu, ampak so se stvari precej komplicirale, bila sta že poročena, če še nisem omenila. Do zdaj se je tudi zgodilo to, da je že 2-krat postala noseča in 2-krat splavila, ker si lahko predstavljate, kakšen pritisk je bil za eno žensko to. Tukaj je šla potem snemati film Some Like It Hot. Ta je meni dejansko, meni ta najljubši njen film, ker je res dobra komedija, meni je ful všeč, da poglejte si ga, ampak takrat je bilo res že veliko problemov s tabletom, bila je čist neresna, ni jo bilo večino časa skoraj več na snemanje, zamujala je na polno, ni bila zbrana, zaspana je bila, zmatrana je bila, v glavnem ni bila to, kar je bila prej, težko se je koncentrirala, teže ni več uravnavala. Tle mislim, da je bila točka, ko ljudje rečejo, ja, pa jo je bilo malo več mogoče, če mi temu tako rečemo danes, ampak nikdar na nobeni točki prej je nikakor ni bilo več, bila je dejansko vitka, razen tega, da je imela peščeno uro. Je šlo pa še nadol, in sicer film The Misfits je bila ful velika uspešnica, ampak je šlo vse nadol, ona je višek neprofesionalnosti dosegla, njen otroški idol je takrat 3 tedne po snemanju umrl, spet huda depresija, tableti, njen psihiater, ki ga je imela takrat že dolga leta, ker si ga itak potreboval, ampak je v bistvu takrat potem leta 1961 poslal v psihiatrično bolnišnico, oziroma psihološko ustanovo, če je že razlika, in pa njej se je takrat svet rušil, ne samo zaradi depresije, ampak jasno zaradi tega, ker je to popolnoma spominjalo na njeno mamo. To neresnost, tudi njena mama je bila na eni točki psihološki ustanovi in to je bilo za njo nekaj najbolj groznega. Takrat se je pa tudi že odvijalo to, da se je družila z res unijo pomembno živino, in sicer Frank Sinatra pa tudi Kennedy. In par Kennedyju so vse na polno zakomplicira, torej ameriški predsednik. Zdaj smo v letu 1962, ko se je Marilyn odločila, da je spet sposobna iti nazaj na sceno v Hollywood in snemati. In takrat so zastavili film Something's Gotta Give. Ampak ta film nikdar ni bil spuščen ven, so samo neobdelani deli tega filma. Tukaj je skušala 7 kil, podala se je nazaj snemati, ampak ne glede na to, da je rekla, da bo ready, ni bila ready, bila je čist na dnu s koncentracijo, spet je zamujala in basically večino časa jo ni bilo na snemanju. Vsi so z njo zgubljali živce, s tem, da je imela na tej točki že baje afero z John F. Kennedyjem, torej ameriškim predsednikom. To vidimo tudi en del te njune afere, vidimo, ko ona pride na njegov rojsten dan, torej 62. leta, ki je bila tudi povabljena, tako kot vsa živina takrat, ampak ona je imela zanj takrat nastop, torej zapela mu je vse najboljše, tak ful čuten, vse najboljše, ampak vse skupaj je bilo tukaj zastavljeno na ta način, da so njo klicali na oder, mislim, da 5-krat ali 6-krat, torej prvič je poklical, nje ni bilo. S tem, da jo je napovedal kot Marilyn Monroe, ki ni nikoli pozna, nje ni bilo na oder, in to so naredili še 100-krat samo zato, da se je ta pritisk dvigal, da je trajalo dalj časa, da je bilo bolj pričakovano, in potem, ko končno pride, je voditelj v hecu napove kot The Late Marilyn Monroe, in sicer ona je imela takrat tremo, tresla se je, tisti njen pogled, ko strah jo je bilo, 50.000 ljudi jo je gledali in poslušali, bilo je vse ful Spet je vse skupaj eksplodiralo, bila je na vseh naslovnicah znana in vse to, vse je bilo v zraku. Ko se je vrnila nazaj na snemanje dejansko filma Something's Gotta Give, po času je bili potem siti in v bistvu je bila odpuščena, pogodbo izgubila in vse je šlo v kar se nje tiče. V bistvu je potem živela sama, nesrečna, o tem bomo pa govorili, ne bi šlo takrat vse narobe, ampak zdaj gremo pa mi v detajle njene smrti, torej kaj se je zares zgodilo, ker je ful čudnih okoliščin. Torej zgodilo se je v LA-ju 5. avgusta 1962 v njeni hiši v njeni spalnici. Zadnjo noč, torej preden naj bi umrla po noči, je imela domneven prepir, ob 7. zvečer pokliče kolega, igralskega kolega, in z njim je skenslala večerjo. Šla je pa v posteljo zelo zgodaj, torej ob 8. Takrat naj bi bila luč še prižgana.
Potem pa je njena služkinja kar je spremljala, pač videla, da je bila ob 3:30 zjutraj ura luč še vedno prižgana, ker je bilo itak čudno. Potem je poklicala njenega psihiatra, ko je on prišel, je sumil, da nekaj ni v redu, je vdrl noter in jo je našel golo na postelji, zavito v bombažno odejo, ležala je pa z glavo navzdol in bila je torej ob 3:50 proglašena mrtva, ob 4:25 pa še pač je bilo to prijavljeno policiji. V uradnem poročilu je pisalo, da je smrt domnevno samomor. Na teorije 4, 45 zjutraj je Clemens, torej nek kriminalist, prvi tukaj na sceni in izpraša služkinjo. Služkinja je bila pa ful majava o svojih izjavah, tako nič konkretnega ni še dolge mesece ali celo leta povedala o tem. Psihiater je takrat pokazal na to čudno dejstvo, da je bilo na njeni nočni omarici 8 škatlic tablet s pokrovčki gor, lepo zaviti, da jih se sploh ne bi dotikala, pa ni bilo kozarca vode. Že to je zelo čudno, zakaj bi se trudil požirati na suh tok tablet, ker ni lih prijetno. Potem je bil njen psihiater v bistvu prepričan, da je bil to umor in ne samomor, pa tudi oseba, ki je naredila avtopsijo, je bila prepričana, da tle je nekaj čuden, zaradi tega, ker ni imela ostankov tablet v svojem želodcu. Prva teorija je, da je bila 24 ur preden je umrla pozvana na sestanek in sicer z mafijo. Ugibanja so, da naj bi John F. Kennedy to organiziral, da ga ona ne bi več ovirala pri svojemu življenju zasebnemu, pri njegovi karieri, obviously. O Marilyn nekako kroži govorice, da ne bi bila ona takrat pripravljena njuno afero oddati javno in povedati, kaj se dogaja, in verjetno bi si želela oni na vsak način to preprečiti po logiki. Je pa tukaj se pa zaplete, zato ker šef te mafije in pa Bobby Kennedy sta bila v bistvu popolna nasprotnika in sta se sovražila iz dna srca, torej ne bi bilo logike, da bi Bobby od tega šefa mafije pričakoval kakršnokoli uslugo ali pa mu plačal za karkoli, in tudi ta šef mafije tega ne bi naredil in ne bi umoril Marilyn Monroe zaradi tega, ker bi bila najboljša tarča oziroma najboljša stvar, ki jo lahko izrabi proti Bobbyju, proti ugledu Kennedyjev. Z tega je ta teorija ovržena zaradi tega, ker so vsi dokazi, da je bila ona takrat v Los Angelesu in da je bila tudi videna takrat en kup pričma, očividcev, da so njo videli tam, in ni niti enega dokaza, da je šla kamorkoli takrat potvati za ta sestanek, ni nobenega telefonskega klica, ni imela nobene letalske karte in ničesar podobnega, skratka, to odpade. Je pa ena stvar, ki so jo potrdili, in sicer malo pred smrtjo oziroma v teh večernih urah naj bi jo obiskal Robert Kennedy, zato pa je bilo okrog 18 očividcev. Tudi služkinja je to potrdila, da on je bil tam. Zakaj? Zaradi ene skrivnosti, ki jo je ona hranila, in sicer malega rdečega dnevnika. In valjda, če ne bi tukaj ona noter pisala vse, kar se je dogajalo, vse njene skrivnosti, ne bi bilo tukaj noter veliko o njuni aferi s Kennedyjem in jasno bi ona dva želela to od nje dobiti in to tempirano bombo odstraniti, zbrisati kakorkoli, ker to bi bil lahko hud problem. Je bilo pa takrat neka klasika oziroma se je dogajalo, da ne bi bagali osebe ali pa prostore, torej ne bi tja zastavili mini mikrofončke, kateri ne bi snemali zvok, in to ne bi jasno počeli za bolj pomembne, udarne osebe, kot sta Marilyn in Kennedy, obviously. In takrat v njeni hiši naj bi bili te zvočniki, ki naj bi ujeli zvočne posnetke, kaj se takrat točno dogajalo, in so osebe, ki trdijo, da so to slišale. Kaj te osebe povejo? Torej, po teh kasetah naj bi ob 2:30 zjutraj k njej prišel Bob Kennedy in baje naj bi se po teh kasetah slišali celo, da sta se poljubljala, vsaj nekaj v tem smislu. Ampak potem on jej pove, da se ne morata več videti, da je to, da je konc, in takrat naj bi se ona začela na ves glas dreti, pač pober se ven, get out, get out. Z Bobbyjem je ratala histerična, on je takrat rekel, naj dajo nekaj, da jo pomirijo, torej jih je bilo več očitno. Potem zvemo še, da ne bi šla ona v guest house nekaj preveriti, ampak ona naj ne bi prišla iz te guest house več živa. Ona naj bi umrla v tej guest house, ker sta jo ona dva preveč zadozirala in tisti čas nista našla dnevnika, ki sta ga iskala, in tam naj bi že ona umrla in potem naj bi jo prinesla nazaj v spalnico. Zdaj pa ena teorija, ki je meni osebno precej
smiselna, in sicer ambulance man, torej oseba, ki je vozila rešilec, ne bi bila po tej teoriji prva oseba na kraju zločina, in sicer šele par let kasneje je njemu v roke prišlo poročilo dejansko o njeni smrti in on je videl v tem poročilu, da stvari niso take, kot je on takrat videl, da se je vmes mogel nekaj spremeniti. On v bistvu ukrivi psihologa in sicer reče, da ta psiholog dr. Grinsom naj bi imel takrat pri sebi iglo z adrenalinom, da naj bi Marilyn oživel, ker še naj ne bi bila mrtva, ko so jo našli. Zgodilo bi se jo to, da jo je zabodel po rebrih, ampak ker ni dobro nacentriral, naj bi ji prebodel srce. Šele naj bi ona umrla in naj bi jo on itak osebno proglasil za mrtvo. Zdaj ta voznik rešilca je tudi edina oseba, ki je bila prva tam in je naredila test laži. Edina oseba, ki si je upala narediti test laži in ga je prestala oziroma pač brez znakov laganja ga je dal čez 14-krat. Kennedyja plus Grinsom plus še en Peter ne bi bili takrat prisotni in naj bi jih tudi policija ustavila, in ko jih je ustavila, so bili čist v šoku in zmedeni, so jih takrat v Los Angelesu ustavili. Po smrti Kennedyjev pa tudi služkinja prizna, da je videla nekoga vleči truplo Marilyn Monroe iz guesthousea v njeno spalnico in naj bi bil stagen cel ta njen samomor, tako da so jo v bistvu polegali s trebuhom navzdol, zaradi tega, ker če je imela tukaj preboden s tisto adrenalinsko iglo, naj bi kri stekla takrat na ta del telesa in naj bi prikrila to bodno rano. No, vsezadnje, če je karkoli od tega res in če je vpletena policija in da niso pravilno ali pa dosti ukrepali ali pa da se nič ni odvijalo v to smer, je to zaradi tega, ker so jasno povezani s Kennedy. Je pa še ena stvar, šele 50 let po njeni smrti so našli pisma, njena cela pisma iz celega življenja in v bistvu zadnja pisma so tudi samo nekaj dni pred njeno smrtjo, kjer v bistvu piše o tem, da toliko srečna še ni bila, v bistvu se je njeno življenje začelo znova dobivala in nove pogodbe in nove možnosti dela. Fox naj bi jo ponovno najel, pisala je o tem, da je srečna in pisala je o tem, da se tega res veseli. Samomor je tisto, ker je ratala neka ustaljena zgodba. V glavnem, to je bil ta izčrpen video o Marilyn Monroe, nisem ga hodila skrajšati, ker mi je pač res všeč in sem povedala vse praktično, kar vem. Upam, da vam je bilo všeč. Če hočete podobne videe, komentirajte, lajkajte, sledite mi na Instagramu, tam glasujemo za nove videe, vedno sem vesela vaših predlogov, sploh tukaj dol v komentarjih, ker to najrajš si pogledam, ker je najbolj pregledno. Ok, do za danes, sredi se majte, aj čau, mua!